Če tega ne bi doživeli, ne bi verjeli, da je možno obseg včerajšnjega neurja z grozo opisujejo domačini. Bilo je tako intenzivno, da v nekem trenutku pred seboj nisi videl ničesar več, samo belino, so nam pripovedovali ljudje. Najhuje je bilo v Komendi, katastrofa ni prizanesla skorajda nobeni hiši. 6 let nazaj smo komplet vse premenjali, novo streho gor dali, nove strešnike. 3 leta nazaj poplave, tako da zdaj v 6-7 letih je šlo nenormalno veliko denarja. Tam gor je pa, tam ne, vidite, to je dala še vse klepare dol zmetali, da jo lahko vsaj povonili dali, da ne bo tekel not. To je vse naše. Vidite, kamen je pleh, na sred travnika. To, če bi ven 100 put, če te to zadane, adijo. Neurje je potrgalo tudi električno napeljavo v nekaterih vaseh v občini Komenda. Brez elektrike je še vedno približno 400 ljudi, ki so jim že zagotovili agregate, saj bo po oceni Elektra Ljubljane sanacija trajala nekaj dni. No, zataknilo pa bi se lahko tudi pri krovcih in potrebnem materialu za sanacijo streh. Vsaj 160 gasilcev bo zato še naprej vztrajalo na terenih in pred nedeljskimi napovedanimi padavinami skušalo začasno zaščititi odkrite hiše. Rebeka Tomadus. Včasih smo gledali to na ameriških televizijah, te orkane, zdaj pa zgleda smo kar soočeni s domačo realnostjo. 70 let še nisem kaj takega doživel, tak vrtinci. Jaz sem mislil ven skočiti, pa je rekla žena, bež te ubil. Včerajšnje neurje je bilo apokaliptično, pripovedujeta domačina. Povsem običajna nevihta se je v nekaj trenutkih razbesnela v vse razsežnosti. Ko se je začelo lomiti, je tak občutek, ko da ti lomijo kosti, ko čutiš, da ti počasi, da se napena in ne vem, neka groza, nek strah, kaj bo. Jaz sem se ustrašil, da se bo vse skupaj sesul. 20 minut čez 8 popoldne, nekako nekih 20 minut kasneje, smo prišli že na nekih 60 lokacij. Poškodovanih je več kot 150 objektov in nekaj avtomobilov, strešniki so leteli tudi v druge objekte. Ja, očitno je tramovje zruvali iz ležišča in je dvignilo, en tram je padel sosed v bazen in je zdaj tam nazad za avtomobili nekje. Pa sem šel še pogledat proti sosedu, sem videl, da so naši strešniki pri njemu in verjetno tudi do naslednjega soseda, da je vse to nesel. Kot za šalo je številnim odneslo sončne celice, celo dimnike. Sunki vetra, pripovedujejo domačini, so bili tako močni, da so dobesedno izruvali tudi krajevno tablo. Uničen je velik del gozda, na njivah so ostale le polomljene bilke. Ponekod je potrgalo električno napeljavo. Da ni električne energije, da se tudi ne ve, do kdaj bo vzpostavljena. Namreč po podatkih Elektra danes sigurno ne bo vse saniran, tudi jutri zelo težko verjetno. Kdaj je zmanjkalo elektrike? V minuti, ko je začel padati, oziroma ko je nastalo neurje, res takoj. Vse je potrgalo. Nežina družina je ena izmed okoli 400, ki so ostali brez elektrike. Vsi že imajo agregate. So prijatelji priskočili na pomoč, tako da drugi prijatelji so, mi smo pospravljali, drugi so pa rihtali agregate. Razdejanje si je ogledal tudi predsednik vlade, ki obljublja hitro pomoč. Hvala Bogu, nihče ni bil resno poškodovan, ni žrtev, je pa velika materialna škoda. Ta je precej manjša zato, ker se je takoj reagiralo. Zato hvala gasilcem, sosedom, sorodnikom, vsem, ki so takoj priskočili na pomoč. Hvala Bogu, da so prišli gasilci, tudi kolegi ali pa znanci so se ponudili. Tam ne, vidite, to je dala še vse klepare dol zmetali, da jo lahko vsaj povonili dali, da ne bo tekel not. V ponedeljek spet je živ in napovedan ali pa še prej. Do ponedeljka mora biti povonil gor, nam teče v lokal. Mi imamo danes avtobus, imamo dal na to stran, ga nimamo kam dati. Jutri imamo goste zvečer narušene, ne vem. Velika težava bi lahko nastala pri iskanju delavcev, se bojijo domačini. Krovca sem že včeraj zvečer kontaktiral in je obljubil, da pride danes in verjamem, da bo tudi prišel. Zdaj verjetno bo treba tudi zidarja, ker mislim, da zidovje je tudi umajeno in bo treba zdaj čakati na enega na drugega. A zmogli bomo, tako kot smo po poplavah pred 3 leti, optimistični ostajajo domačini.